Ne, Serbus me kliče. Javi se. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj, najboljši Podcast člani. v Sloveniji, podcast člani. Člani. Nova epizoda, like, comment, share, subscribe. Mi smo dobro, ko ste vi, Jure, koga imamo danes z nami? Danes je z nami pevec, voditelj, David Amaro! Dobrodošel na podcastu, David! Dober dan, hvala Dober za dan. tako lepo dobrodošlico. Kako smo, kaj, David? Ej, v redu, če vaju ne bi čakal danes. Nisi nas zamujala sta čakal, namreč. nisi nas čakal. Kdaj bi pri tem v studiu prvi? Jaz. Zdaj sem ker parkiral, nisem- tebe še ni bilo. V glavnem, zamujala sta. Ni našel. 15, V glavnem zdaj moramo to dilemo razrešiti, kdo je zamud. Mislim, kdo je dal napačno informacijo meni. Ja, valjda da ne jaz organiziram to. V glavnem, Davidu smo rekli, da pride v 5, jaz sem Jure mislil, da pride v 5:30. Ne, Jure, jaz in Matej smo mislili. Matej je Dobro, prodal jaz sem se menil z informacijo. Davidom in sem rekel, Jure, to pride v 5:30, Tako. ker jaz sem vedel, da pride v 5:30, v glavnem prišel v 5, v glavnem ben izmudo. A pazi, jaz sem prišel 15 do 5. Ojoj. Čisto, da sem kao, ampak to sem naredil za nalaž, ker drugače prijem tako 10 do, ampak ko je on prišel k meni na Quickia, je prišel 15 do in jaz sem bil tako, pa stari, no, res nisem še redi, čist čakaj Jaz malo. bi samo klical, kam naj parkira, mala Sem šu. prišel, da te zajebem in sem te tako, in si v bistvu ti spet mene zajebil, zato ker sem jaz čakal zdaj, sem bil tako, kojk. Tako da, you won that one, v vsakem primeru. Hvala, ker si prišel. Hvala za povabilo. No, David, mi vedno ponovadi začnemo s tem, ko je bil kaj tvoj teden, kaj si kaj lepega počel. Kako je bil moj teden? Ej, zanimiv life. Koliko quickjev si imel? Hejo, Kakšnega? hejo. Noč, stari moj, sam malo musko smo delali ta teden. A to na še novih ti delaš? komadih. Zdaj besedilo pišem za eno izmed slovenskih pevk. Mikrofon. A me slišiš? Ja, ma vseeno, govori mikrofon. Je to dobro? Lej, to lahko, lej, kaj lahko delaš z njim. Hejo. Pač čim bolj predusti ga imej. Tako. Ja, lej, če mene gledaš, si ga daj predusta, lej. V glavnem, a zdaj sem še, kako bi, zdaj sem še ta sound engineer, kle. V glavnem. Sorry ti, ker moraš premikati si mikrofon, diva. Ja, pač postal sem malo zvezdniški. Čist toliko. Malo si lahko dovolim. V glavnem, delam tekst za eno izmed slovenskih pevk zdaj. Super. Which is like a new thing for me. Smeš povedati koga? Kdaj pa bo to išlo? Vtorek. To je 15. Ja. Pa naj izide, ja, se jutri, pa potem 16. jutri izda nov pesem Eva Boto, božično. Božično, za katero sem svoj del teksta prispeval tudi jaz. No. No, super. Mislim, da smo jaz, Žan Serčič, Eva naredili, kar se besedila tiče, eno tako ful lepo božično zgodbo. Žan je vedno povsod, se mi zdi. Ja, tako kot vidva zdaj že, ne? Ja. Mislim, v vsakem komadu skoraj je zraven. Ja, mislim, pri mojih ni še, ne, oziroma ni, ampak, ja, I guess, da pri slovenskih besedilih pa to, pa pri slovenski glasbi pač, ne, je pa dober, ne? Če je majstor, je majstor. Tale, kaj že oni, DJ Khalid, slovenski scene. Ja. Žan Serčič. DJ Khalid, ja. Tako da to, lej, noč, imeli smo neki event včeraj, kjer sem se tvaju srečal. What about that? Event je bil cel v belem. Ne, kaj je naslov tega eventa? Jaz ne vem, če sem mu rekel prav sploh. Beefeater, Gin and Tonic, Radical Park. No, tle smo bili. Radical Pack. No, Ne, tle smo ti bili. mi reče, jaz vprašam, da je kaj je event? Beefeater All White. In jaz to dam na story. A res, to sploh nisem videl. No, v glavnem... Dress code je bila white. Dress code je bil white. Imam jaz, čakaj, sem naredil ene ful dobre hrače. Tle QR koda, če vidite, in vsi so skenirali, in ko si to poskeniral, si šel na člani podcast na YouTube, tako da always plug, skenni me, zdaj me skenira. Lej, Wow, in greš na člane, tako da dizajnerski pis, lepo Kjer prosim. dober marketing trik, ne? Ampak, še najprej, to so edine bele hlače, ki jih imam, tle sem jih umazal. In zato sem se spomnil dan to lepo čez, da jih še vedno lahko nucam, plus izpade zdaj ful pametno, tako da... Zakaj nisi ti bil včeraj kot eden izmed, ker namreč dizajnerji so včeraj predstavljali svoje... Ja, event je bil dizajnerji, so imeli tekmovanje, predstavili svoje pise in pole ni zmagal, no.
En je zmagal, ja. In zakaj nisi ti šel s temi hlačami? Si predstavljaš, da bi ti prišel Ker šel gor, razumeš? Vse. QR kodo. Yeah, this is me, my design. Sorry, pač. No, Vse par je bilo hudih drugače teh dizajnov. tako Ne, mislim. Drugač par je bilo ful to je bila dobro. naša prva modna revija, prosto bilo A, res? jako videti. Saj moja tudi ne tretja, mogoče četrta. Ja, ful dober. Jaz imam rad te male ekstra stvari, ki jih vidim in mi je ta pravi tudi zmagal. In... Ja, samo ti si sedel v prvi vrsti, ne? Ja, To mi je nismo bilo, še mi tam. smo bili zadnji. Veš kaj, nismo niti Smo toliko bili dobro tretji videli te vrsti. kreacije kot ti, Ja. mogoče, ne? Ja. Ko ste pa videla, da sem sedel v prvi vrsti? Vsi smo te videli. A jaz ste me videla? Ja. Ja, lej, sedel zraven mene tudi Aljaž, moj fant, ki je bil pa čistko, what is going on? Za njega je bil to prvi kjerkoli event in je bil tako Zanimivo. zanimivo, ja. Pa je bil pa tako, kaj se noben ne smeji, noben od modelov se ne smeji. Ja, eni so unije prvi zgledal grdo. Ampak- Ženske so tako ubiti stvari. Ja, ampak to je del Ja, ja. tega, ne? Show, fashion show, ne? You have to be fierce. Vidva ne veste, ste gledala Tyra Banks, America's Next Top Model? Ne. Mogoče no? kakšno epizodo. Ja, no. Mislim, pač moraš imeti ta model face, Sam moraš biti malo. topasan, ampak ena ženska v tem eventu, ona je bila jezna. Samo on je gledal sam kakšno epizodo. Ja, Jure, jaz sem tudi sam kakšno epizodo. It still doesn't mean you're gay, ok? Tudi če si gledal, On je pa samo bil kakšnemu fan, fantu je dal ljubčka, on veš. tudi če si bil fan Tyra Banks, it still makes, like, it makes you more manly than you think. Ampak Man- vse bi se kaj rabal off na njej, kakšen fashion sense, tako da Kaj bi lahko? se rabal off na njej, Daj ti bi kaj, če ti malo ful govoriš, nekaj bil en komentar, sem videl, da preveč uporabljamo angleške izraze. Podrgnil se, lahko ob gledanju te nadaljevanke bi se lahko ob njega podrgnil modni stil, zato ker do tipos letos ga ni imel. Jaz nisem modnega Bravo. stila. Ne, fural si trenirke. Ja, ma to, jaz sem v obdobju, Včeraj je prišel na event, fancy event, modna revija v Gore-Tex jakni. V kakšni jakni? Gore-Tex jakni, tej za v hribe. A ja, Jaz sem ga hetal. imel sem v bistvu vetruko v avtu, ki je zeblo in sem si dal čas, dokler nismo prišli noč. sam, nekdo, ki je pač tako visok, pa mrga tako kot je on, like, that's an outfit, a to je že outfit, sem hotel reči, that's an outfit already. Ne, pač se izgleda on kot ti, on lahko to pulov, ker je pač A veš- boli ga kurac. A veš, pri tebi so standardi glede tega mal nižji, ne? Pri ti se ne rabiš zdaj toliko ekstra potruditi, zato ker imaš že strukturo tako. Ne? Tako da Hvala. zelo lepo si danes oblečen. No. Čakaj, že ki hvalimo mi, že ki mi hvalimo našega Jureta. Na eni točki včeraj, jaz se obrnem, Jure in 3 bionde okrog njega. Vse sanske ženske. Ja, tudi ja. Letošnje. Ja. Ja. Lanske, veš, da imaš lanske brez veze, mislim. Kje je Čakaj. letošnje? Kaj je bila? Hana. Ana in Suki. In kje je tretja benda bila? Ne bomo povedali, ker je bila una. Je bila una, ki si rekel, da se je lepla po tebi. Ona ni bila bio. He made that up. Ne, ma una je. Ok, una ampak tri to so ne bili. moreš, to zdaj, to bo vsak vedel, ki Ne bo vedel. Kera? Ne bo vedel. Ja, vem, kje A je. poznam? Ja, ne vem, ve, ni ne več na ve. sceni toliko. Glavno, če smo pri sanskih ženskah, ne, Suki, ki si bil pri Suki, ne, lej, v enih epizodah I totally feel like her, ne vem, če kdo gleda to. A verjetno Gled, gleda. spremljaj. A gledate sanskih? Mislim, jaz Občasno. nisem gledal še, ampak ja, bom pogledal, kakšne epizode zdaj več. Ok, lahko pogledaš, still doesn't make you gay. You're pač... ja, Suki? No, she was totally my vibe v zadnjih epizodah, kar sem gledal do zdaj. Pa te Eve Lune, pa to, pa... Moram reči kot kompliment, vse te ženske so v živo ful lepše. Vzjuvo. V živo so, Vzjuvo. ja, v živo so pač ful lepše. Ja, težko je tam pod kamerami, ne? Ej, ne vem kaj, ampak in ko jih namažejo na tem pop TV-u, jih sorry, grozne so. Pa tudi odvisno, z katerega profila te snemajo. Le vi tudi mene zdaj z mojega tistega manj ljubega profila snemate. Ko sem rekel, da bo prišel na poti, si rekel, če lahko sedi tle. Ja, pač to meni ni lep profil, ne? Ampak Lep ok, si, pač lep spoznali si, me David. boste, kakor me boste Zdaj boš spoznali tudi tvojo drugo plat. Ma sej več, ko sem bil na... Ja, sej. Točno, a pa sežem, da mi je to Aljaž rekel. Da rekel, fuck, a veš, moral bom tja, pač, ampak bom desni profil, ne? To bojo vsi ono, čakaj, kaj to je Uni David? Ja, in je bil tako, ja, ful dobro, vidiš, ti imaš raznolik obraz. To je beseda. Imaš raznolik obraz, no. Anyways, what were we talking about? Ja, V glavnem, sanskih ženskah. ženske lepe so v živo. No. Ja, vse, ko sem bil jaz na znanem obrazu na Pop TV-ju,
Sem imel z Audičem skozi intervju, da je on bil na uni strani, jaz pa na desni. In je trajal 12 tednov, da sem se navadil na to, da me pač bo cela Slovenija spoznala, kot to je bil moj comeback, I guess, or whatever. Spoznala kot v tej obliki. Ne? Ampak vidno me Največja tragedija. Jaz pač nisem nikoli pogledal, kjer je moj profil je boljši. Ne, jaz vem. Ker sta oba Vsi slaba. smo obsedeni, ne? Se to je problem. Ne? Če bi to vedel, pol bi še bolj Lep si, Jure, lep si. Ines Erbus me kliče. O, javi se. Javi se. Halo Ines! Aj, ti, Oj, kje si? ti. Na podcastu sem ravnokar užival, člani podcast. A ja, uživaš, no, ja pa lep dober večer. Čau, Ines! Čau, Ines! Ja, ne bo motla, no. Tudi ti si vabljena kdaj. Ja, thanks, pridem. Mamo Ines. Prodano. Mamo Ines, evo, to je to, fantje. Jaz lahko grem, šta sem napravil sem. Aj, čau. Čau. Čau! No, evo. Moral sem mi takoj reči, da smo klezali. Ker sem čakal, da bo tako, ko začela je lepo, ljubi, bo sem jo pa tako sam. Kaj bo prišlo? She's gonna go deep in something. In sem tako, no, let's not. No, v glavnem Ines Erbus, pričakujte. Kako da ni bilo nje včeraj? Ja. Ja, nisem jo vzel kot +1. Aha. No. Mislim, da ni bila pač malo, mislim, da ne se deluje. Ok, lepo prosim, Jure. Mislim, katastrof pa, da ji niso povabili, ne? Lahko ji ne pa še bela. Kaj je ti nisi? Lahko, da zaradi tega, ker je bil dress code white. Ne pa še. Yeah, they were like, Drugače, težko dobiti bele obleke. Ej, nikjer jih ni. a lahko, prosim. Ok, vem. to so ženske hlače. Bravo, da si dosti dec, da jih imaš gore. Ja. Bravo. Jaz bi rešil brez. Ampak je pa res, da je zelo težko najti dobro belo. Ej, nikjer ni nič belega. Včeraj sem šel shopping za ta event, ki smo ga imeli. Veš kaj, na obali imamo dobro belo, če rabiš. V glavnem. Ma njega vprašaj, ki mi je prej rekel izven, da posluša House. A ja, okay, dobro, ampak House in belo gre skupaj. Ja, dobro, belo House, gre z vsem skupaj, ne? Does it not? Na House pa betonu. belo greste skupaj, ne? Ker niso bolj tablete in House. Ej, sorry, ti profesionalni drugeraš. Jaz vidim. res ne. Včeraj, da te mislim, da pohvališ ti mene, ampak ker me ne boš, se bom jaz. Praviš ti, zakaj Ines Erbus ne ni bila tvoj +1, jaz sem imel +2, plus moja punca in plus Jure. Ti si imel +2. Jaz sem imel +2. Jaz sem si moral zaprositi za +2. Sem rekel, če prideš še Jure, če lahko imaš še +1, pridem, če ne pridem, je rekla, lahko prideš. Ja, mislim, verjetno, če bi jaz imel tudi če bi hotel imeti +1, bi ga tudi lahko. Torej Ines to pove Ines, da nisi izkoristil niti prilike, da bi jo povabil. Sploh se nisi boril za Ines. Mislim, Sploh tudi se Ines nisi je boril za Ines. dala je že ogromno eventov na čez, da mislim, ne Jaz bo sem rekel, umrla. če ni mojega najboljšega prijatelja, mene ni. Ok, zdaj vem, kakšni prijatelji ste vi, ne? Ja, Tako taki močni ne na niste, tak ne? način. Tako dobri niste. Mi smo taki, da me kliče verjetno zdaj na WC-ju in je tako, ljubje, veš kaj, tako menstro imam. Vse imajo menstro zdaj. Ja, In so naredili še all white event zaradi tega. Jaz jo imam. Pa tem, ker se toliko družim z njimi, to be honest. V glavnem, dovolj o tebi. Ker danes je, mi snemamo to, ko je Martinovo. O ja, čin, martinovanje, srečno, veselo, Martini. Jure, kaj bi kaj tvoj teden? Moj teden je bil delaven, zelo delaven. Je bil produktiven, kaj tvoj teden? Produktiven, kaj pomeni produktivnost na tej, ne? Kaj to pomeni? Ja, da narediš stvari, ki si Pač, jih zadaš. zdaj, za naprej bo zdaj cilj, da je produktivnost equal denar. Torej, koliko denarja je bo, toliko bom produktiven. Oh, fuck. I'm fucked, brother. Torej, ti nisi produktiven, a? Oh, I'm fucked, Paul. What the fuck? Kdo si je to zmislil? Ne vem, jaz zdaj. A ti zdaj, drugače zelo dobra misel, ne? Ja, pa je po eni strani. Je. Pač dejansko ne imam to uno, koliko narediš, ampak koliko denarja bom naredil. Ne briga me več, koliko delam, stari. Važno, da naredim denar, stari. Fuck. Ja, to je pa, ja, okej. Sem zdaj malo spremenil. Again, we're fucked. Tako da ja, drugače pa ja, sem bil na enem eventu z Matejem in z njegovo punco. Sem bil tretje kolo, torej smo bili tricikel. Mislim, to sem rekel njej. Ja.
Kaj si rekel, da je ona tretje kolo? Ne, da je Jure tretji kolo, ne, ampak Jure pač ve, To da si vsakemu izmed njih rekel sigurno. res je. Res je. Ne, kakšno ti je bilo na tezi, tako? Zanimivo je bilo, no, pač ful cool ljudi. Ja, fulko ljudi je bilo. Mislim, ful nekih ljudi, tako sej, drugače pa zanimivo je videti to slovensko estrado Da. in da vidiš v bistvu, da Instagram je samo Instagram. Ja, kaj si hotel s tem? Sorry. Ko se je videlo, ko so bile te punce željne, pač pozornosti in vsega, je prav smešni so bili, ne? Ja, pa to je, kako si ti to sprejel. Mogoče pa Ja, niso bile. mogoče Mogoče pa si niso. pa samo titkov to pogledal. Mogoče si pa projeciral sebe na njih. Ojoj, ne. Ampak se pa moram pohvaliti, ta Hana in Suki so prišle in so rekli, se lahko slikamo. Ej, do mene je pa prišla una vintage Tina. Vintage. Kjera vintage Tina, vintage. Una Tina. Ampak ni mentol, ni mentol. Ti nekaj Tina prinesla? Mikina, una naša kolegica. Čao. Sem ti nekaj prinesla, to je plošča, gramofonska plošča. Od mene za tebe. Ne? And I love her. Okay, vintage, rada imamo vse, kar je vintage. And she's like, vse, letos sem tako... Ne, članke. Ja, lani pač res nisem gledal, ne? Letos pa I loved it. Pač ki letos vsi vejo, da je ni res. Pač vsi vejo, da to je samo šov, da tam šli za cloud in pač so sprejeli to vsi. Football show. To je tako kakle. Kaj ni tebe neki zahejtalo včeraj? Kaj neki rekli, tebi sem zamirila? Ne, jaz sem njej. A kdo komu? Ja, jaz sem njej in polno, no košen si, ki si mi, kar je, da jaz sem jo nadrkal. Fora je bila, lani smo We're žurali going personal things, okay. Jaz sem hotel samo malo površno. Lani smo bili v Kokotu, smo žurali. Matej je pecel kolegico Tine. Njeno kolegico, moram fleksati, bila je tako 8 let starejša od mene, mi je dala ljubčka. Jure je, ni pecal, ne bom rekel, da je pecal, pogovarjal se je s to Tino, pecal je, v glavnem. Tina, vem, da je iz Markovca, jaz sem tudi iz Markovca, to je en kraj na obali, jaz zraven Kobra. In sem rekel, greš na Markovec, ja, dej, kaj lahko ti pogrem s tabo. Rekli, ja, ej, komot, ni panike, hengamo, komot, greš z mano, roka, evo. Prije konec noči in ta kolegica, ki sem jo jaz pecal, jo to Tino tako nadrkala, da meni je poslala v kurac, rekla, fuck off, ne bom te peljala, pet stran, kurac imam vse, pet stran. Ne vem, neki jo je nadrkala ta kolegica in včeraj sem jo videl, od lani sem rekel, ej, sti za meni, ki mi nisi peljala domov, ki si me zajebala. Ti imaš pa prav dramo, že. Dosti drame. Sounds like prva sezona Sanjski moški. Ne, pol smo se pohecali, pohengali in je ful prijazna, rekla, super, da mi nisi zameril in tako da ja. V glavnem, to je bila samo štorija, da koliko smo se hecali s temi ženskami, kul ženske, pizda, pač tako, članki so. Lej, za enkrat do te 9. sezone, ki sem jo gledal, epizode, pardon, ki sem jo gledal, so super. Koliko epizod je? Ja, ne vem, ne vem. Kaj vse skupaj? Ja. Ja, kako ne vem? Ja, ne vem, ker ni verjetno isto Ja, kolani. Ni do januarja se konča. ekipi, da ti izgledam. Ni do januarja konča. Dej ti kar odpiši Ja, saj je v SMS, redu. zmeni se, kar imaš. Ker sploh ne vodiš oddaje. Sploh ne vodiš podcasta. Kaj lahko daš na mute? The fuck, stari. Di ti non-stop drkaš tvoje pičke, stari. Kaj še Daj moje telefon, pičke? Jure, daj Veste telefon. drka? Dobro. V glavnem. Time out, let's go, next question. So, guys, v glavnem. Zdaj moram prevzel oddajo. Torej. Povej. Ok, pa dobro, pa tista pička, ki je prišla, pa jaz sem bil tak, pa kaj je s tabo? To si ti. Aha. Ni, on se je družil z drugimi znanimi osebami. Kjerimi? Kdo se je družil z drugimi znanimi? Spomniš? Kiri pede si ti? Kiri šupak si ti? Kiri šupak? Pač tako, drill, poznaš drilla? Koga? Drill. Vem, kjer je, ne poznam ga v živo, ne poznam ga osebno. Jaz in on smo se zahengali, naše pupe so se zahengale, ne? In ta pride, ja, je ne, čas, ni da se bilo tako, ni bilo nekaš tako. drillu liza turit. Pač zahengali smo ga z drillom. Ne, pač. joke je bil full dober, pa če smo se tam Ej, pogovarjali, okej, nema veze, kaj lahko povem, Ker ker vem, kar je bilo, in tebi je bilo Nek je bruka. fucking joke. Pač full je bilo Ja, dobro. bruka jim je bilo, ker ta pride, ker pol dream je dobil v glavo, da Rimanice mi prizove. Ne, Ne, ni res. Pač, jaz sem tudi nekaj rekel, neko pohvalo drillu in pač je bilo pol smešno, ki sem rekel, pa te je rekel, kaj ura. Ampak si prišel sredi fucking Sem pogovora. rekel tako, pa te je rekel, kaj ura. Da se nekaš li za drilo uriti. Mi smo bili sredi pogovora z drillom in ta je samo prišel, čau. Ne, ni bilo tako. Ko si ti to surovo povedal zdaj, je bilo full bolj smooth. Jaz vem, da ti nisi tak. Ne. Ne.
V glavnem. Gremo Se ni naprej. drila. Ful smo zašli. Ja. Like, jaz sem gost. In? Ja, gremo malo meni. Bobo, najprej moj teden. Tvoj teden. Moj teden je bil lep, samo to bom rekel mojemu tednu. Tam ima David Amaro revijo. No, Jaz sem prevzami hotel ti, narediti no. predstavitev, čisto. no. Ker je danes Matej prišel do mene in je bil zelo ponosen na to, kar je ustvaril v svojem življenju. Tudi na kazalu sem, veš? Ja, Aha, si glej. tudi na kazalu. Matej Rimanič, tule je. In kaj je zdaj piše, kle? Bom prvi Slovenec z Oskarjem. Kjer je Oskar? Nikoli nisem pričakoval, da me bodo ljudje v filmski industriji jemali tako resno. Tako je, Matej, nihče od nas tega ni pričakoval. And here you are. To je šparal. And here you are. Wow. Ampak lej model pač ima 1, 2, 3, 4 strani. Pa kaj si povedal toliko stvari o sebi, kaj si povedal o Sej sebi? dve strani sta sam s ful velikimi slikami. A v glavnem 4 strani, David si imel ti 4 strani v reviji. Ma lej, tudi če sem jih imel, doesn't matter. Tole je veliko bolj uspešno. Je hudo. Bravo, svaka čast, stari. Bravo, Ne, moramo ko na Quickiu. Ste čuli, ko to počimo, ne? tako. Ta bratska ljubav. Zdaj pa ti lahko dam nazaj, jaz sem naredil predstavitev, zdaj pa... Hvala, to je dovolj o meni, naših uspehih in naših potovanjih. David Amaro, Kaj boš kaj povedal? Kako si začel svojo glasbeno kariero, če lahko rečemo kariera? Ja, lej, trudim se. Tako, jaz sem bil pri njemu na Quickiu, še to, tam smo se mi dva spoznala, on je vse moje dobre fore rezal ven, zdaj ne bomo nič rezali ven, zdaj si ga nasrkal. Drugače, to sem že rekel, da Quickie, v katerem je bil Rimanič gost, nisem jaz rezal. Izgovor. Meni je čisto v redu ta joke, da je rekel, da je moja kariera po pesmi Ta ljubezen šla samo navzdol. Kdo je to je rekel? Sorry, pač ta pesem je bila tako dobra. Pač ta pesem je fucking vibe. In od takrat naprej... Drugi tvoji komadi so, meni osebno so, pa ajde. Čakaj, kjer je drugi komadi? Kjer je drugi? Vidiš, on ne posluša Balkana, se je rekel prej. Ampak ta ljubezen, pač stavi. Itak nima veze, karkoli naredim, sam da ta ljubezen izdam. To je fucking ja. Pač moram Mogu bi narediti- narediti remaster dvoržen. Verjetno ga nikoli ne bom, ampak ga pa pojem na nastopih. To Res, ja, spoješ. pa poje, folk. Pač to je njegov največji hit. Ja, ampak jaz nisem vedel, da je to full hit, čistok. Pač res je vibe. Jaz to nisem vedel, ker me vmes ni bilo in sem pol šel in sem bil tako, čakaj, prav pogledal, če imam ta video, ker sem bil totalno šokiran, da je pač 5000 folka, ki sem prišel na nastop, sem tako pač sem rekel, ajde bom zapel Ta ljubezen, ker se mi zdi, da jo poznajo. Je bilo pač ludo, jaz sem bil tako, pa odkje je folk to Ne, res je, pesem? panče na stran ta komadi bola. Tale. Sreča včasih mora. Pač noro. Vsi so pojeli to verjetno, ne? Model, budilka ti zvoni. To je za dejstvo. Dobro, Matej stari... Ok, veste kaj je to? To je ob 6, da objavimo klip. Nikoli ga ne objavljamo ob 6. Ja, ga objavimo, Nikoli ga če ne imamo objavljamo ob več 6. klipov, objavimo še ob 6. Nikoli nismo objavili klipa ob 6. Ja, ti ga ne, jaz sem ga pizda. Enega zjutraj, ne, ob 2:30, ob 2 in enega ob 6. Ok, gremo naprej. V glavnem nisem vedel, da je Ta ljubezen tako velik hit. To je bila moja prva pesem, star sem bil 12 let in postala je, takrat ni bila drugač hit, by the way, postala je hit pol. Okay. Ko sem jaz šel iz Slovenije v Anglijo, A v Angliji si bil? 6 let sem tam živel, nisem se pozanimal, kdo ti pride v goste. Ali dobro, ti si vedel. Tle smo, da se poučimo. Ne, se hecam. Veš, mi je všeč, v bistvu mi je najbolj všeč, ker kdo nekaj ne ve o meni, da jaz lahko potem se ful predstavim, tako kot si jaz želim. Veš, da nimaš ti nič, ne veš. In polje, čez leta je ta pesem kar postala hit. In zdaj je največji hit, po mojem, od 10. Čakaj, prosti, kaj si šel delati v Anglijo? Kako to, da si se odločil? Jaz sem šel leta 2014, decembra v Anglijo, zato ker sem jaz predtem bil, drugo ime sem imel, se spomnite, David Grom. To je bilo Ja, tako točno, smešno. ja. Ja, Ker David. nisi niti malo grom. Ja, sej, to je bila Si bolj... kao... Ja. Ja, pač bila je marketinška fora, ni bila z moje strani, takrat z moje založbe takrat in David Grom, kao jaz, meni ta ime ni več zdaj všeč, takrat kot otrokom je bilo vse en. Grom kao... Ja. A to je bil tvoj stage name, David Grom? Ja, ja. Jaz mislim, da on je bil tvoj pravi ime, to je stage. Ne, moj pravi ime je David Dekič. Amaro je pa tudi pol umetniško. Everything but my name. Vidiš. Jaz mislim, da je Amaro pravo. Ne. Kaj pa je fora Amaro? Kaj kao Grenak? Ne, Amaro je sam Grenek. filter na Instagramu.
Ja, ampak Amaro, ker ne Amaro pomeni pa italijansko grenko. Ja, tudi, ampak jaz nisem to vedel, jaz sem to preko na Instagramu. A res? Skupaj z Ines Paniko smo bili na Grenek Facebooku. David. Kaj? Grenek David. Grenek David, ja. Bolj sladek. Tako. Ja, vidiš, za njega sem sladek, ne? Vidiš? He knows how it works. V glavnem. Ja, Amaro je Instagram filter in to sem si pa tam ime izbral, no? Zato, ker sem, čekajte se vrne, zakaj sem Anglija? Ja, Anglija. In zakaj pa nisi David spremenil nikoli? Drugač mi je bilo že mal basic, ja. Ja, pač. Zakaj primek najebe vedno? Ja, se strinjam, je mal basic, ampak to, ki je mal tako basic ime, ne? David. Sladki Amaro. Sam mi je bilo všeč, da ko sem bil kjerkoli sem, je vedno posod David, je, ne? Obstaja, vedno David posod obstaja, David. No, to pa pametno. Amaro. Pa moj brat je pa Daniel. A Daniel je bolj angliško, tako je, Daniel. Ja. Daniel. Jure. Karate ali karate. Jure. Ne, ti ne bi mogel. Jur reče anglija, Jur. Ne, ti si ni Jack po angliško, prav prevedeno ime je Jack, menda za Jure. Ne, no je Janez po mojem. Mogoče bi bil Janez. Ne. Kaj si pa ti bi pa Mate? Matej. Ne, Matthew. Matthew, ja. Matthew. Dobro, to je bolj. Jure je George. Bravo. George je Jure. George Michael. Jack je Jan. Ej, pa res gledaš malo kot George Michael drugač. George Clooney. Zgleda kot en George, res zgleda Ja, kot res gledaš George. kot George. Zgleda kot George. Bravo. From the jungle. Ja. Ok, Anglija. Let's go to the... Malej, preselil sem se, ker sem jaz takrat kot David Grom pel, kot otrok in potem se pri 18-19 letih moja karijera se ni glih najbolj premikala, ne mu temu tako reči, bolj kot ne... Pri 29 se? Ej, Okay. Ne, zdaj te bom pustil res malo, da Ne, Tega lahko ne, postiš, da pove. Ampak ja, dejansko zdaj se. ne Če primerjam, ker jaz vem, kaj pomeni, ko se karijera ne premika, ker sem Mislim- res bil na tem. Ker si doživel to. Si na članih, tako da očitno Ja, vse. in tako, bravo, res je. In tako ni se premikala, tako govorim, 6 let, ne da se ni premikala en mesec. Kako to poteka? To me vedno, kako pač, kaj pomeni ne poteka karijera? Da ti prideš nekam, pa ti veš, da to pač ni to. Da ljudje ne vajbajo. Daš ven komade, ampak ne Nič dobijaš ni. to. Nič se ne zgodi. A veš, pa ti greš na nastop, recimo, zdaj, ko grem na nastop, pa tudi če, ne vem, pismo, če si nekje, pa tudi če je samo 20 ljudi, a veš. Doesn't matter, še vedno imaš s temi ljudmi a veš, čutiš, da je to, ne. Ko si pa ti, ko pa ni to, pa vidiš, da tudi s temi 20-timi to pač nekaj ne štima. Tudi pri tebi ne, pri njih ne, pri tvoji glasbi, pri njihovem dojemanju. Tudi tisti ljudje, ki bi te radi imeli radi, Te pač, ja. tvojo musko, te kar ne morajo imeti, a veš. Ma zdaj si futbol v Balkanu, ne? Ali kaj si zdaj si rekel prej? Jaz moj primarno je, pač primarno. Ja, je Balkan, ja. Kako to? Mislim, To delam, to mi je všeč. aha, misliš striktno iz tega, ki ti je všeč, ali vidiš pa... Ni večji trg, verjetno. Ja, ker sem čefur, ne? Ne, čakaj, sorry, ti si Amaro, nisi Amarič. Ja. Ja, Dekič, ne. Dekič, ja. Kot otrok sem pač s tem sem odrastel, ne. Ipak sta mi mama Goca, oče Mile. Goca je Mile. Tako da sem pač s to musko odrastel, ne. Ampak ne, jaz sem vmes bil v Angliji, pa sem zamenil svoje zvrsti tudi. Jaz sem pel v gospelu, bil sem na turneji z Okay. Take That, kot back vokalist tudi. Steak that. Tako, kot back vokalist sem bil. JP Cooper, ne poznate JP Cooper? Ona, maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Ja. Tam sem pel back vokalima tudi. Dej nehaj. So guys, you know? Uni komadiči, ja. Ja, pa You are my September song, sem ne več poznate, ampak okej. Yeah, we did that. Tako da sem padel malo v gospel vode, kar mi je zelo bilo pri srcu, ker ima malo podobnega melosa oziroma podobnega vajba ala Balkan. Kaj je Balkan, recimo, ti imaš tam... A veš? In Malo bolj vsako zmanjka. Svega, trezen, za sebe ne znam. In ne, tam imaš pa tudi, kaj me že, Amazing Grace, ne? In to delajo in je pač ful podoben vibe, ko mi ni bilo nikoli jasno, zakaj meni to toliko, zakaj jaz to Zakaj ti čutim. sede, ja. Zakaj mi gospel toliko sede? In zakaj mi sede, ker sem tako yes. In pa sem tako, aha, tle je connection, ne? Ker narodna zabavna glasba mi recimo ne. Ja. Pa sem se ful trudil, ne?
Razlog, zakaj sem se pa preselil v Anglijo, pa ja, takrat sem se ful trudil in potem glavni razlog je pa v bistvu bil, ko sem jaz res dojel, da sem gej. In je bil pol, malo je bilo težko, ker sem, a veš, tle je bilo tako, kaj, nadaljujem s kariero, but like, tudi če vem, da sem gej, še vedno nekako ne vem, kdo sem kot oseba. In je bilo pol tako, v bistvu sem pobegnil. Jaz sem bil še vedno pod založbo, še vedno pod pogodbo. Zbežal. In sem v enem mesecu spakiral in šel. Tudi mami nisem takrat povedal, da sem gej, nobenem, samo parim frendom, ljudem. In sem pač samo pobegnil, ker je bil to edini način takrat, ne vem, edini pravi odgovor za me. No? Ma se te pol kaj založbe in to še kaj legali lovili ali kaj? Ne. Ni bilo nič, sicer ni bilo lepo tako zdaj. Ni bilo zdaj tako gladko končano, ne? Nismo zdaj bestiči, ne, ampak ni pa bilo zdaj nobene nesramnosti, kar se tega tiče sploh ne. Po mojem je vsak vedel mojo zgodbo, no? Zakaj je šlo. Jaz sem se pa takrat počutil tako free, jaz sem bil tako pač ne morem, ker meni je bilo rečeno, striktno mi je bilo rečeno, lej, v Sloveniji ne moreš biti gej, če si pevec. Zanimivo. In tudi to je bilo res. 2013 so časi bili že zelo drugačni kot zdaj. Mogoče so drugačni tudi zaradi tega, ker sem, mogoče so drugačni tudi to, kar sem jaz tudi povedal, ne, ker so pa čas se premika, pa Gen Z generacije, pa TikTok, pa ne, vse to. Takrat pač to ni bilo vprašanje, da si ti lahko gej. Da grem jaz na Pop TV pa povem, da sem gej, takrat to no, go. Pač kaj zanimivo. Ja, vse je res po eni strani. Ja. Pač ni bilo tega in sem pa bil tako, okay, grem, ker ne morem več. In pol sem tam zaživel. Imel sem prvič svojo službo v Subwayu sem delal. Subwayu delal sendviče, pa bil najbolj srečna oseba. Ker predtem je bilo vsa ta leta samo pretvarjanje, samo fejkanje, preš na oder pa kao, moraš neki puncam pet, moraš skozi eno punco gor povabiti, pa zdaj če povabim punco na oder gor je zato, da like we can twerk together. Or, zdaj drugačno, takrat sem pa kao pecijo. Še vedno se lahko punce palite nami, če hočete, like, I don't mind, ampak ne, drugačen vibe je zdaj, kot je bil takrat. In je ta zgodba pol doživela svoj konec tako in sem pol šel tja delal, pa sem delal še 5 let na banki. Sem dobil službo pol na banki še. Kaj si delal kot? Kot kaj? Jaz sem bil prepričan, da bo to moja dokončna kariera, da je to, ker sem bil srečen in tako naprej. In nehal sem pet, 3 leta nisem pel sploh, ker se mi je glasba čist zagravžala. Medijski svet na splošno, fanta, jaz sem v tem poslu bil od 12. leta. Ja. Ogromno je bilo stvari, ampak vsem dosti lepih, da sem se vrnil, ne, konc koncev. Ja, smo veseli, da si tle, ne? Ja, hvala, prej si rekel drugače, prej si rekel, da neki... Ja, hecaš. Ampak ja, no, in pa sem delal 5 let tam, ampak me nekako muska pa poklicala nazaj, no. Ja. Malo prej kje pogledati, če k nam... Ja, muska pa to in pa sem pa začel spet ustvarjati v bistvu pet v zborih, pa se v bistvu vokalno bolj izobraževati, ker to pa v Sloveniji nisem delal in sem v bistvu pevsko ful napredoval tam. Pa tudi, kot mogoče tudi glede glasbeno, kot drugače, če si ti mogoče publika, jaz sem bil publika vsa ta leta, ne pa glasbenik. In zdaj malo drugače gledam, kako gleda publika, jaz se ful počutim, pa kaj imaš ti rad, ko ga štivan žurat, ne? In sem bil tako pač... Aha, to je pametno. Pač nisem vedel, da bom to doživel, da je tako, lahko grem v to vlogo. Ampak jaz sem postal 3 leta publika in sem pol začel delati muziko tako, kar bo publiki všeč, ker jaz sem publika. Ja, to je... Ja, in to se mi je zgodilo in sem bil pa tako, like, pa je Lady Gaga dala nekaj ven, sem bil tako, I vibe that, tako, pa Shawn Mendes, pa, ne vem, Ceca. Pač si v njihovi vlogi, veš? Ja, je ful. To jaz vedno rečem tle za podcast, pač nam gre za to, ker vemo, kako delati content in mi to delamo za ljudi. Tako je. To pač isto po moje z muziko, ni da delaš za sebe, pač proš dati ven in proš njih zabavati, njih da uživajo, njim dati neki. Ja. In je lepo, da si tam, da veš, kaj hočeš dobiti, da veš, kaj dati. Tako je, Jure, želi nekaj povedati? Ne, v redu je. Nimaš mnenja. Ne, mislim, to je tako, tak... A cringy hočeš reči? Ne, kaj si rekel, cringy? Cringy. Ne cringy.
Ne, samo se mi zdi, da ni vedno tako, ne. Veš, se mi zdi, ko priješ do neke ful visoke umetnosti, pa malo drugače. Ne. Da pa ne delaš toliko za ljudi, delaš bolj, Ma ne delaš ker si ti sebe izražaš, veš. Ja, ampak še Kao, vedno... ne, veš, mogoče ne gledaš toliko, kaj si drugi mislijo. Ja, še vedno najbolj uspešni imajo gledalce, publiko v mislih. Ja. Nekako, po moje, jih moraš imeti. Mislim, jaz definitivno razmišljam, ko delam komade, ko ustvarjam v studiu, ko pišem tekste, jaz razmišljam, kako zdaj jaz, ker to tudi ni lahko, kako povedati svojo zgodbo in svoje komade, tako da bo to lahko kdo pel, publika, ne? Aha. Kako bom lahko to, a istočasno je treba izbirati besede, da so močne. Da se lahko poistovetijo. Da se oni lahko poistovetijo. Jaz lahko v easy napišem tekst, ki je zelo, zelo umetniški. Točno vem, kam bom šel s tem. Zdaj, ko smo delali za Evo Boto komad, jaz sem pač zdaj tako, to so moji prvi nekako koraki v avtorstvu v slovenščini. In sem tako, a veš, jaz pišem in sem tako, preveč sem umetniški. Aha. Mislim umetniški, ne da komad ni, komad je velika umetnost, je zelo lep ta njen komad, ne? Poenostavi, David. Ti moraš pisati kot za 3-letnika, tretješolca. Mislim, da veš, da so preproste besede. Ja, mislim preproste. Ne rabi biti preproste, ampak ne rabi biti zapletena. Sej to je tako, kot profesor v šoli, ki ti pač, a veš, ki ti začnejo z nekimi unimi superlativi pa besedami pa ne vem kaj, like you're not gonna get it. Dajmo zgodbo predstaviti tako, da se te dotakne, na zelo lep način, da se te res dotakne, ampak da je preprosta. In to je veliko težje narediti, kakor pa navaden tekst. To ti govorim, ko sem pisal tekst za nekoga drugega, sploh ne zase. In sem bil tako, no, David, you're trying to be too smart here. Like, you're trying to be too smart. Dej poenostav, ker lahko ti ubaciš besede. A treba je razmišljati, da ti moraš narediti besede tako, da je v eni kitici, da ni preveč besed, znači iščeš dolge, iščeš uno, da se zgodba vsem lepo predstavi in je biti umetnik je več stopenj tega. Ne? Ti si največji umetnik tudi, ko delaš neke zelo narodno zabavne, ki bi kdo rekel, to je neki na hitrco, a verjamem, da vsi te, ki to pišejo, stari moji, verjetno. Se kar, ne, da je tisto spevno. Zdaj spevno, pa da se to pol leta in leta poje, veš, ti moja rožica. Ta je res catchy. No, Ej, koliko so slabi vsi te komadi, so catchy do stari. Pač ne more. Ta ti fuck off, stari, da vedno ti ostane v glavi. Zdaj poslušal en komad, kako imamo Slovenci slabo besedila, ampak je bil tako catchy. Kje? Ne vem, meni, da je bil nek z avtomobilom. z avtomobilom. Ne vem, recimo oni vse se gor na štango bo, ta tu je full catchy recimo, ja, ma tu je catchy full. Ja, ne, jaz pravim, ta je bil tipo tako slovenski. O, moja miška, malo bomo šli z avtomobilom. Moja miška boš ti meni dala z avtomobilom. Ja. In se bova ljubila v avtomobilu. Pač, zabiti lirike, ampak fuck je bil catchy. Dobar, ne? Ampak, mislim, jaz to ne pomeni seveda zdaj, da pač eni komadi so pač, ne, res niso dobri. Eni res niso dobri, ampak, imaš različne stopnje umetnosti in izvajalca kakršnega oziroma umetnika, kakršen ti želiš biti. Zdaj ti veš, ti si tudi filmski ustvarjalec, ne? Ti tudi moraš narediti, I guess, a veš, neki, da pač tudi normalen človek to razume. Ja, se pač le so layeri. Layeri, ja, točno. Pač daš uno prvo, daš tekaj vse. In pol notri daš unega, ki malo bolj razume, in tretjega daš za uni, ki hoče nekaj razumeti. Veš, da si ti drugače opisal zdaj le prav moje, ne zabavam se, opisal si moje videnje ustvarjanja glasbe. In prav točno to sem že večkrat rekel, ko sem pisal pesmi, tako, ja, maybe it looks to you, da so kdaj kakšne stvari mogoče na easy napisane, ampak the ones who know. Kaj je notri, kaj je ta beseda, kaj je to, zakaj je to kle. Who knows? Ja, tisti, ki se bolj poglobijo, ne tisti, ki se poglobijo, želijo. ali mora iti čez to izkušnjo neko, kar hočeš ti upisati v pesmi. Znaš, to je zanimivo zdaj, kdo je ta, who's that boss level človek? Veš kaj mislim, kako boš ti, kdo je ta, recimo... Jaz ti lahko povem iz mojega filma, kratkega filma, ki zdaj delam. Logline filma je svet, kjer je humor prepovedan, imamo policaja, ki lovi stand-up komika. In to je bila komedija. No, površinsko je to, bo bila komedija, haha, tip lovi komika, haha, komik mu zbeži.
spodaj je takoj layer, ojoj, leka lahko pride naša družba, če mi res cenzuriramo vedno več in več tega. In še en bolj nižje sem dal pač v film ene take detajle, ker vizualno podprejo zgodbo. In ti pravim, ampak zgoraj pač film, ga lahko vsak pogleda in se bo pač smejal. Če pa greš razmišljati uno, dejansko nek message. Recimo daš, da je še ta komičarka ženska. Neki ženske niso smešne. Skecam. Mi je dal na podnju, sem mogel skecam. Ampak je statistično dokazano, da ženske so manj smešne. Zakaj? Jaz ful podpiram ženske komike, če mi jih najdeš. Aha, komičar. A veš, da ti povem? Da sploh. Britanske, v Angliji imam rajš komičarke. Komičarke se reče komičarka? Komedijantke. Komedijantke, kot pa komedijant, razen, ampak I love Sarah Millican pa Miranda, ampak Sloveniji pa ne poznam toliko, no. Realno, ne poznam toliko, ne pade mi na pamet nobena. Jaz Lara Ipša, kaj je? nimam nobenega filtra, moški, ženska, bilo kakšnem področju, kdo je boljše. Ima. Ampak pač, do zdaj nisem videl, samo za stand-up, nisem še videl nobene ženske, ki je dobra, pač je nisem videl. Tu pa tam je kažne, ki ima foro dobro. A ti gledaš jo, ne poslušaš? Ja, glih sem hotel vprašati, kaj so tvoji Sem kriteriji? poslušal, poslušal sem, koliko so kvalitetne fore, pa go. To je tako v družbi. Imaš zabavne punce, ki so karizmatične in Kakšne so te ponovadi, ki so zabavne? Meni lepe in lušne, jaz sem z enom, je zelo zabavno. Kako pa zgledajo te? Ne, ponovadi imajo 2 ušesa, 2 oči, 1 nos, 2 roke, 2 noge. 2 ušesa, 2 oči. Jaz sem na ič, lahko to gre skozi. 2 ušesa? Nema, sorry. Pač, veš kaj, zdaj smo prišli v en tak day and age, da stari, ženskam jih najdeš. Ne, zdaj se bom malo zapletel. Ja, se bo zapletel. Ja, ker že vem, Veš kaj je? Je težko najti punco, ki ima dober karakter, no. Ful so zanimive punce, ful so zabavne. Človeka. Ful je težko najti človeka, ki ima dober karakter. Mogoče pa je težko najti človeka, ki ustreza tvojemu karakterju. Ne, to realno, jaz sem že večkrat to razmišljal, sem bil tako, ker sem imam sebe za dobro osebo, za prijetnega fanta in pa sem tako, zakaj me toliko ljudi nervira? In sem se večkrat to vprašal in pa sem tako, ja ne, to ni, da te oni nervirajo, temveč sam pač ne pašejo tvojemu karakteru, tvoji energiji, ne? In tako te punce pač, je pa malo ljudi, ki paše tvoji energiji. Čisto, vidva kar v redu. Ker ponavadi se ne ujamem tako, mislim, ne da se ne ujamem, ampak je malo, po mojem to še iz srednje šole, ker so me zabavili fantje. Je težje se usesti s fanti mogoče, pa se pogovarjati, ne? Ampak z vama kar v redu. Vajen karakter mi paše, ne? Tako da mogoče ne bi tako nefair do punc, ne? Ne, imam rad vse punce in malo se zdaj lepo. Opraviči se jim. Se upravičujem vse punce, s tem je Se zabavno. upravičujem vse, da niste smešne. Prej sem tako to vprašati. Povej. Najljubši slovenski komad. Obožujem, ja, kar nekih je, jaz sem En. Aj, to Pazi, kdo je tvoja prijateljica. Najljubši slovenski je, največkrat mi pade na pamet, ker mi je na otroštvu spomnim mogoče, še si tu z menoj, zdaj eno sva oba. Marta Zore. Veš, ko bi lahko samo pač povedal, Marta Zore naslov. Moram. Ne, ma se lepo poje. Ne, si to... Ne, ampak jaz sem unta dosadan, sej Ne, vem. lepo Ne, poješ. se hotel Ne, lepo nadaljevati, poješ. hvala, ker pač je jako. Pač. Ne, vsaj nekdo, kaj boš, lahko kje zapoješ na koncu, kakšno novo pesem, če imaš. Ajde, no pressure, veš. Luda glavo, šta ti je amaro, luda glavo, ma ba si kreten, sebi ružno, upropastio si dobru stvar. Wop, 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 wop. David Marumona! Ja, lepo, da ste mi dala na slovenskem mediju prostor, da se predstavim. Ne, se zdaj hecam shoutout Pop TV in Planet in posod, ker ste me... Hecam se! Please take me again! Hecam se! Dej, povej na hitro, malo prej smo zašli. Ja, rad zaidem sploh, ko imam malo ADHD pa. Ni panike. Tvoja zgodba, ko si začel, kje si zdaj karijera malo tako? Ja, bom malo skrajšal, ajde. Pri 12 sem začel, bla, 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 neuspešno kot David Grom šel naprej, kljub temu, da imam en velik hit, Ta ljubezen, in en album. Pol nehal pet, prišel v Anglijo, živel tam 5 let, potem se odločil leta 2018, da
mislim, da je čas po vseh teh back-vokalnih, ko sem bil back-vokalist, pa tako naprej, ukvarjenem z glasbo, tem, ko sem se začel spet v Angliji, da je čas, da mal resno bolj vzamem in sem se ful posvetil Instagramu in objavljanju coverjev takrat, ker Instagram je takrat bil ful v razcvetu. Zgrad je bil Instagram the shit. Tako. Če si kaj objavljal. Je bilo vse kaj organskega riča takrat. Ja, tako je, ja. Ja, res je. Takrat sem jaz tudi hvala Bogu, dobro, da sem imel tudi svoji dve najboljši frendici, Niko pa Ines, ki ste takrat že imeli svoj following. Pardon, tako, pride Ines in Pride Nika Ines, pride ja, drugi teden. je rekla, da Nika prije drugi, vidiš. Prišel nek hrbec. Evo, vidiš, tako. Mi smo the happy trio, ne? No, celo bando bomo imeli, evo. Tako. Tako da sem njuni platformi malo uporabil, tudi Balkane pač objavljal sem na svoj profil, ampak s tem, da sta oni dve šerali, ne? Je to šlo naprej. Ampak ni pa to pomenilo, ker recimo že prej sta me kdaj šerali, ampak nič ni šlo naprej, zato ker se jaz nisem neki baš potrudil glede videov pa to. Vse veš, že te luči malo spremenijo vama tudi video, ne? In jaz sem se potrudil in naredil tako, da sem vsak tako, kljub temu, da sem delal full-time job, sem delal content samo za Instagram 6 mesecev. Znači, hodil sem na open mic nighte vsak večer po službi, delal sem do 7. Kaj si pel tam? In sem šel 5, zato da imam poste, da imam material za storije in tako naprej. In je to trajalo, ker to je pozno, to je do polnoči 1 zjutraj. In potem sem šel delati ob 7 zjutraj. In potem to bilo vsak večer in pa sem še istočasno doma sem snemal coverje. In ljudje so pa začeli iz Slovenije prihajati. Ni pa bil moj cilj Slovenija, ker jaz sem pač živel tam, ampak sem bil tako, whoever it is, pa moji ljudi, jaz sem tudi pogrešal Slovenijo, ne? Je moja publika, jaz sem pogrešal Slovenijo. In to je trajalo in toliko časa, mrtev sem bil zmatran vsakič. Kregel sem se s sostanovalci, zato ker pojem doma, to je trajalo. No. Toliko je bilo enih, ampak sem tako, ne, jaz hočem, da nekaj rata. Ne, se sem dosti dober. Veš, kaj se prepričuješ, brez da si kao aroganten, ampak si tako, fuck, ne, se si. Samo dovesten, mislim, verjaveš vase. Ja, moraš verjeti vase. In sem tako, se si, in pol je prišel tisti glavni klic. Tudi to ni bilo dovolj, da sem jaz bil back vocalist, take fucking that, na turneji, 6 turnej. Še vedno sem bil tako top, ampak jaz hočem neki, kot David Amaro, kot jaz. In sem pol, so me pa poklicali iz Pop TV-ja, 5. februar je bil, 2019, da me povabijo na Znan obraz ima svoj glas. In jaz sem bil takrat, se spomnim, na Malci, na banki. Na Malci sem bil glih in sam tako sem bil. Jaz dajem odpoved. Okay, to je to. Pa nič ni bilo, sam casting. Ja. Sem bil tako, ne, točno to. In to je to. In od takrat naprej je ta banka job šel v ker nisem nič več dobro delal, vse sem zajebil, tako v službi nisem bil sploh priseben, ampak sem se samo ukvarjal s tem, kaj bom jaz naredil, ko bom sprejet, ker moj life je bil, guys, tako 6 let tam. Jaz sem avto imel, stanovanje zaplačati, kredit, vse sem imel. Kredit za avto? Kredit za avto, kredit. Posojilo sem imel še, ker jaz sem pri 19 šel sam, brez centa, sem mogel si finančno tudi pomagati, drugačne, da sploh lahko preživim. Čakaj, prosim, pač to čuš v filmih in tako nekje in je meni zanimivo imeti enega dejansko, ki je tle zraven, veš, vse pustiš brez centa, greš ustvarjati in nekaj narediš, pač. Ampak jaz to nisem takrat to vzel, pač, ker jaz nisem šel za to, da grem ustvarjati, jaz sem šel samo da pobegnem, ampak je pa res, zdaj, ko to pogledam nazaj, sem tako, wow. Ampak takrat nisem sploh o tem razmišljal. Mi je pa všeč, da imam zgodbo, da jo povem. Pogum je, v bistvu, to, kar ljudje občudujejo, ne? Ja, dojamem zdaj, da sem bil kar pogumen, ker je bilo pa res fulenih scary momentov. Jaz takrat tudi nisem bil toliko v stiku tudi s Slovenijo, pa z ljudmi, pa niti starši, ne, konc koncev. In ni bilo nikogar, na kogar bi se jaz lahko zanesel, tudi finančno. Ne? In zato potem so prišli te krediti in finančne. Štor, da si ga sploh dobil? Delal sem na banki, ne? Tako da sem poznal tudi trike, kako ga dobiti. Kljub temu, da si ga mogoče mesečno nisem mogel privoščiti, ampak sem ga rabo, da preživim. Naredil sem tudi kako neumno odločitev, ampak sem jo rabo narediti, recimo, primer je bil, ta je bila malo neumna, ampak okej. Jaz sem vedel, da hočem, da bom prišel v Znan obraz ima svoj glas. Ne, oziroma vedel sem, da bom šel nekam. Imel sem in sem bil tako, ne moreš imeti krive zobe. In sem šel
si aparat delati. Zdaj ti gledam v zobe. Ja, jaz tudi sem tu. no, imel sem ful krive zobe, mislim ful. Pač bilo je krivo in sem bil tako, ne da je zdaj to nujno, to je bila neumna odločitev, ampak sem bil tako, če jaz hočem biti samozavesten, gre se zame, ne za to, ampak če bom jaz šel tja, bom razmišljal stalno o tem, a se pravilno smejim. In sem bil tako, ok, David, you go all in. Pa 5 po aparat, plačeval sem si itak vokalne lekcije tudi, ne? Sam to mini denar, ko je šel v nič, ne? Tako da sem itak šel k vocal coachem, da se učim petje. Ampak ta je bila recimo ena, ki je mogoče ne bi bila treba, ne? Ker bi ga zdaj dobil sponzorsko. Dobro. Ne, ma po moje je, veš. Ampak sem rabo, ker se mi zdi, Samozavest je ful pomembno. mislim, da ne bi mogel. Po mojem dejansko se mi zdi, da ne bi mogel. Zamenil sem si 3 plombe, sem imel spodi črne, zamenil sem si vse plombe, le imel sem nič denarja. Sem bil tako, ne moreš iti na televizijo s črnimi plombami. Veš, koliko ti naredi samozavest in pol si ti sebe lahko boljše prodal in ti se držal malo bolj. Tako. Vse to. Plus pač poješ, kot si ti rekel, si samozavestni gled svojega. Prav noben ne vidi ust. tvojih črnih plomb v ustih, pizda. Edino to. Itak je vedno črno, kot preš usta. Mislim, Ne, je bilo. Kaj, hodi? Se je videl, kad ti Kaj si tako poješ, da- Jaz sem dolge tone, veš. koliko preš usta? Nema res, kaj je pravno. Jaz ne morem več kot toliko. Ti je jasno, ti Ti je je jasno. jasno, kam je šel. Ne, jaz ne morem toliko. Si mislil, ki sem ti rekel, da imam sovoditelja geja, da je tim. Tudi tim je tudi tim. Če mi je povedal, da gleda An America's Next Top Model, everything was said already. Ful Ni dobro je. jasno. Tako. V glavnem, ja, to je bila ena izmed odločitev, ne, to z zobmi in tako Ampak zdaj imaš ravne zobe. Zdaj imam ravne zobe. Ne, lep nasmet. Hvala. No, Ravne zobe, v glavnem. To je, to. ne se zdaj tlešunjati. Kaj je bil zdaj? Kaj si Ja, rekel? zdaj to on hvali. Pač rekel sem lep nasmet. Zdaj bavam In se. Jure spet mora priti veš v pogovor in spet pokurcati vse. Ja, on rabi svoj moment. Ne, se Rabi rekel svoj pač ne moreš ti ga hvaliti, če ga jaz zdaj hvalim. Sem jaz, ne? Jure. Okay, Čas je Spoznala za- sta mojega, Čas je, da se nekaj tli za to malo. spoznala sta mojega fanta včeraj, v redu je. Calm No, down. jaz ga nisem, mislim, da sem videl. A, Nisem lik čov. a nisi? Ja, nisi bil dovolj pomemben, Jure se je predstavil. Tu smo O končali. ne. Že vem, kaj bo povedal, ne. Jure se je pogovarjal z eno gospodično. Ne bom nič rekel Petru, pogovarjal se z eno gospodično. Prišel si ti, te je pozdravil, ta gospodična je bila sama. In jaz dober wingman sem šel do nje, čau, jaz sem Matej, kolega od Jureta, evo, kaj imaš ti kam za iti, komu, ma ne, zdaj čakam Jureta. No, te bom jaz zdaj. Kaj je rekla, čakam Jureta. Ja, je rekla, ne, zdaj, ko sem klepetala z Juretom in sem rekel, no, te bom jaz zdaj tle zabaval malo in s tabo poklepetal, dokler Jure poklepeta za Marotom. Si njo zabaval, kako? Pač tako sem Splesal pokal, je. sem mi to kazal, žongliral se vmes, bruhal ogenj in Do tako. tja gre tvoj humor. Tako, ja. V glavnem dober wingman sem bil, Ja. ker on je pač tam hengal stavil. Sem rekel, ej, ni panik, lej, če imaš kaj komod, če ne, lej, čakaš Jureta, ej, kaj ti, povej mi kaj o sebi. In sem z njo poklepetal. In zato pač nisem prišel do vas, ker A ja, to je ta, sem mislil, da boš to, ok, nisem vedel, da boš to Ne, povedal. Ne, sem videl, kaj je bolj zanimivega. Ja, jaz sem Ne, Če samo kaj za- to štorijo, si mogel zdaj spet se pohvaliti, ali kaj, da ne, si s dobro to wing. štorijo sem povedal, zakaj se nisem zdaj bil kao kurac in nisem šel do vas in vas Pa drugače, pozdraviti. tako, ker si v vezi, ne, ker bi se oba v vezi, je zelo dobro biti. A veš, podoživiš pa to, da si vsaj za nekoga wingman, ne? Tako, v vezi si tako, je, like, Pač je, kar je, ne? ja, ne, lepo ti je, ali jaž, lepo je. Super je, bona, fuck off. Super nam je, ampak lepo podoživiš malo te samske dni, pa si tako, yeah, I can still do this, even if it's for someone else. A veš, No, še imam to. Še imam, I still have it, ne? Tako da, Zdaj bom to šprical na... Ne, to. pa Kot sorry, res bom to zdaj šprical na Jureta. Bom to znanje zdaj delil za Jureta, tako bom pa rekel. sorry, Jure, nimam nobenega frenda za te. Fak, stari. Dobro, bom prav s timom. Je pa mal premajhen za te. Če si ti 3 metre visok. Ne, 2 metra višine, 1 meter. David, kot majhen tip, ali se strinjaš s to teorijo? Ne. Controversial. Oho, ok, Ne, se ne. ok. Pa ne govorim samo glede sebe, tako pač pri ostalih, tudi vem. Ne? A torej pri tebi... Ja, ne bi se izjašnjeval na to temo. Mislim,
Sam vprašam. Se vem, da imam quickie, pa tam jaz vse vprašam, da si kao dovolim. Zdaj si tle, meni si vse sprašal. Moram, da jaz te quickie sestavim, ne kao, ja, nikoli nisem džidži utroje, pa tako, Zdaj tle, take... A dejansko mi je tako, like, jaz sem zelo v bistvu kontroverzen, kar se teh stvari tiče. Mislim, javno, sej s prijatelji se valjda zabaš, ampak tako ni mi pa včasih prijetno, zakaj bi moral za neke take stvari govoriti. Ampak mi je... Džidži na javnem mestu, si. Ja. Kje? To pa ne! Smem, ker je več. Ne smem, mislim, valjda bom lahko enega. Ne, ok, kjer ga boš David Pravi, odmakni mikrofon. Plaža. Ajde, deva, plaža je taka lepa. David Amaro... Vse slovenska obala ali kakšna druga obala? Ne, Hrvaška. David Amaro seksu na hrvaški obali. Na hrvaški plaži je vprašajnica, evo naslova. Imamo naslov. Moja mami komi čaka. Da seksaš. Jo, ne. Radio Antena v sredo zjutraj. Zdaj štekam, zakaj me to gostov kliče nazaj, da mi reče, lahko plistiš, daš ti stran. Vsak gost je že to naredil. Res? Torej, zdaj, če pričakujem tvoj klic, ti bom prekinul. Jaz ne se javiti. Ne, zaenkrat sem kar v redu, nisem nič takega zdaj povedal. To reče vsi, da rečejo, nič takega nisem rekel. Ne, ampak mi je zato, ker se imam fajn z vama, ne? Ponavadi sem tako, sproščen sem. Nas veseli. Znam včasih biti nesproščen, pa izpadem mogoče tako. To reče, da znamo sprostiti goste. Ja, kar v redu. Kaj misliš, da nam A kaj je na vama? Ja, kaj je na nama? Neki, Kaj je na nama? Lihuna, ki sem včeraj Wingmana v Juretu, dokler je klepetal s tabo, smo se klepetali v podcastu, ne, in tako je rekla, ful, ne moram verjeti, da vam pridejo gosti in tako povejo take stvari. Pač, jaz gledam in sem, odkje vam to povejo, zakaj vam to povem povejo? zakaj, zato ker ste mal diametralno nasprotna si, ne? On je tak, ti si tle ta glava in pameten, ne? Glava, ne, ti si ta priden in prijazen, ne? Tvoj podcast. Ja, ti si ta priden, ne? Tako bi rekel, kako naj to rečem? Inteligenten. Ne vem, kako to povedati. Amaro, da si Amaro. A veš, recimo, on pazi, kaj reče, ampak še vedno vse pove, ti pa kar rečeš, ne, in sta si potem tako to je to, kar pali, ne. Vem, da bom na koncu dneva vedno imel v njem zaletje. Zatočišče. Zatočišče, on vedno me bo on vseeno branil pred tvojimi kakimi, ne. Veš, mogoče je pa to, ja, če kakšno ustavim, veš pa... Mogoče še vedno vem, da bo on bo tu. Vidiš, jaz sem tako na front lines, jaz sem prva linija, gre v bitko, ti se vzadej držiš kaos. On je pa stric iz ozadja. A veš, dejansko mislim, da je to mogoče to, ne vem. Štekaš. Okay. In pa jaz tudi ne rabim paničarti. Ne rabiš skrbeti, ker veš, da imaš... Kaj drugače pa pol skrbim, jaz ful pol razmišljam, kaj bom rekel, kako se bom našel v notrici. In pol sem tako... In pol ful maham z rokem, pa sem... Ne, danes pa ne maham z rokem. No, mal. David moj, ko je bilo na zanimivo... Zmenoval. Ko je bilo na zanimivo... Znan obraz ima svoj glas. Kako je bilo na znan obraz ima svoj glas? Največja treba mojega življenja ever. Čakaj, to je bil tvoj comeback. Ja, ampak jaz nisem to tako vzel, ker ne vem, nisem mislil, da se me je kdo zapomnil. No, mene pač toliko let ni bilo, se nisem vedel, a sem zdaj jaz kaj poznan ali ne. Pa sem pa videl, da so me kao se me spomnili, ne, ampak še vedno ni bilo to toliko. Ja, scary as shit. Jaz se spomnim, da sem bil v tistem dvigalu prvič, ko smo šli gor. Ko se kao, David Amaro, in sem pogledal na ekran in je pisal David Amaro, pa jaz tako hudo. Fuck. Hudo. Ok, nič mi ni bilo jasno, ker jaz sem si to zmislil, ne. Si tako, like, to, kar si predstavljal, da se bo zgodil, David, se dogaja. What the fuck? Ok, in pa sem šel gor in so se mi noge tresle in prvo oddajo, recimo, evo, kako je to v življenju. Prvo oddajo, recimo, sem jaz bil zadnji. Ne? In to je ni bil mogoče najboljši start. Ne? A jaz vam vedno tako nekako, ali sem nekje top of the top, ali pa sem pač deep in the shit. Zakaj je slabo, če si zadnji, ker ste nama zapomnejo, ali kaj? Plus več se ti ne da več gledati. Tej šovi spomnim smo dolgi.
Aha, kaj Ta si znani ti? brat ima svoj glas. Ja, Ono, ko dolgo si 3 bil ure. zaden, si bil na ITV. Ne, zadnji, Kaj pa? zadnji po Vrščen. uvrščen. Jaz mislim, ko si prišel Ne, nastopat. zadnji uvrščen, nastopil sem drugi. A. Zadnji uvrščen. in Kaj sem- pomeni zadnji uvrščen nastop? Da si bil najmanj glasov? Ja, so Najmanj glasovali. glasov. veš. Okej, Ja. okej. Po publiki, po žiri, po vsem. Ja, ker te je najmanj ljudi poznalo, verjetno tudi. Ne, Koliko- nekaj oprosti, ni bilo koliko tako si veze, nastopal? ker drugo sem zmagal, pol, ne? Koga A si ja. nastopal? Prvič. Koga si ti nastopal? Fred Astaire. Now we're dancing cheek to cheek. Pomembno je tudi, koga imitiraš. Ja. Mislim, sej nima to kveze to, ampak sam tako sem bil, fuck, zadnji sem. Ok, sicer te oddaji se... To ti hočem reči, no, ko znan obraz, bla, 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 super je bilo. Druga oddaja sem bil pa prvi, sem pa zmagal, ne? In je bilo tako, fuck, David, zdaj je to tako real thing, ne? In je bil tako, jaz sem to vzel res kot, da je to moja šansa teh 12 tednov, da naredim vse tako, kot je treba. Največja misija mi je pa bila, da sem iskren in da vsem povem, kdo sem. In to sem pa naredil v 3. oddaji. Z Avdičem sem imela pogovor 1 na 1. Čekaj, prosti, to je un intervju pred oddajo bil, ne? Tako. Ok, In tam ok. sem povedal, da sem gej. In sem bil tako pač joku, no, pol, ko sem šel in najtežji teden, tako čustveno. In pol sem pa naredil, kar sem mogel. Pa sem bil pa tako, naredil si David, zdaj vsi vejo. Vsi vejo. Znači, če pride ena babica 70 let stara do tebe in reče, da te ima rada, te ima res rada. To pomeni, Te da ima ona, zate rada, ja. ona ve. A ja, da ti nima rado v bistvu neke tvoje Ne, ker umetne... Ti ne veš. Ja, razumem. Če ti ja. ne poveš, ti ne veš, a je ona, ne vem, a podpira, mislim podpira, tle ni nič za podpirati, ne, Ja. ampak, a je dovolj napredna. Ne, ali pač ima rada tebe kot človeka, ali pač to sliko, ki jo ti projiciraš Ja, ven, tako. fake Ona ima sliko. pač mene rada. Niti ne to gay, straight. Tako. Če ti si lahko fake tudi, če si straight. Tako je, res je, sem to imaš tudi prav. Ja. Fair point, jaz se samo na svoje zgodbo. Ja. Res je. In ona, ki pride do mene, 70 let stara babica, to sem je, ne vem, par dni nazaj, ful me starejši ustavljajo. In sem tako, wow, a veš, to meni... Sugar, mami, daddy, nabavi. Ja, daddy, no sugar daddies. No sugar daddies, sam mamis me ostavljajo. To je. In to sem pol naredil in to mi je bilo najbolj pomembno. Pa da teh 12 tednih pokažem, da znam pet, da sem vokalist in da sem plesal, da rad plešem in da rad igram. In vse to sem v teh 12 tednih uspel narediti. Po svojih najboljših močeh, kar lahko narediš, ker si te ful sram, sem strah. Ampak to je bila oddaja Znan obraz, ima svoj glas zame. Super. Pa odlično ekipa, ne? Avdić je bil super, da je bil točno v tisti sezoni, ker jaz sem točno nekoga takega rabo tudi, da se z njim Se lahko pogovarjaš. bentam, ne? Ker jaz sem rad banter, I like to joke around, ne? In pa še naš človek je, ne? Da je šalivec, ja. Ipak je naš človek in mi je bilo tudi bližje domu in še cel ta Pop TV projekt, takrat je bil pač lej, Denis Grom. da ga demo Avdića v Denis Grom. Pač imamo ime Frej, a veš. Denis Grom. Imamo ime Frej. ne. Denis, ta je opasan, Denis Grob. V glavnem, drugače pa lej, da lepo zaokrožim, ne, bi vaju pa rad pohvalil, no, ker vam gre zelo dobro Hvala. v vajnem podcastu na splošno. Fulkrat mi vaju meče ven na TikToku, kar pomeni, da you must do something right, guys. Thanks. Konc koncev si v storju, sicer ne na naslovnici. Pač, sorry, lahko biti, ne. Ja. Lahko Vse vi. tako je na slikča, veš, tako. A ne? Lepa slika, ful. Pač Kdo pa meni je na naslovnici? Nina Pušlar, but you give her that, ne? Kdo pa je? Kdo je že to? To je že Nina Pušlar, ne? Ja, ma dobro, ona je na vseh naslovnicah vedno. Ja, zakaj ne dajo enemu knjigi? Ja, pa se to, ono, zakaj vedno isti ljudje? Vse eno malo slikča, veš, ono. Ej, nekako lahko pridem do Nine, pa ne vem, prek, kaj rečem, no? Da, like, step away. Tu je Nina, Matej Rimanič. Te imamo radi, si super, ne rabiš idej. Ja, Vsaki- Nina. Ni Saj na imaš nana. te, kaj imaš, story, lady in vse te, bodi na lady, pusti meni story, bodi tam. Ja, Po mojem na obeh. Ja, saj. istočasno, verjetno, ja. Ja, lej, to je tako, ko si the biggest star in Slovenije, ne? Kaj je največja zvezda v Sloveniji? Kdo je največja zvezda v Sloveniji? Tudi zelo subjektivno. Ampak, Kaj pa ne, objektivno? Po mojem so v muziki, po mojem Serčič in Joe Kraut.
Kaj pa Siddharta? Kaj pa... Ma tudi, da ti veš, kaj dela, zdaj nimam nič proti, en komad je dober, kaj ga dela Fehtarji, tem od obale gor, Slovenija, te Fehtarji, to se folk ustrga na koncertih. Jaz ne vem, jaz pa nisem slišal ene pesme od tega. No vidiš, ampak to folk, ojojoj, to naredijo v kakšne žurke. On je za house, on se drugi. No, lej, tako bomo rekli, zaključimo. Zaokrožimo, ja. Imaš ti kakšno vprašanje še za nas? Aha, to bi se moral pripraviti. Ne, mi to če imaš. Ja, mi to vedno, vsi nam reči, kaj niste rekli, bi vprašali. Ne, to je tle tako. Če imaš kaj vprašati. Koliko časa ste že prijatelja? Koliko bi ti rekel? Ja, Rekel bi ene 6 let. Ok, ti damo še eno. Ja, A sem full off. ja. Damo ti še eno. 3 leta. Ti po 1,5. Ja. 1 leta in pol. Ja. Zato se imata pa še tako rada. Honeymoon phase. Honeymoon phase. Honeymoon phase. Smo že čez. Aha, no pa lepo, me veseli, da sem del vajnega potovanja. Kako, ne? Ker imata pa, ja, pa imata pa še veliko za delati. Upajmo, da obstaneta. Ja. Mi tudi. Saj zaradi podcasta. Veš? Ja, saj zato, to je naše lepilo. Čuješ, eni imajo otroke, mi imamo podcast. Tako je. Ja, res je, kuj železo, dokler je vroče, ker, guys... Vprašanja. Teja 3-7, Mojla, kako ste, David? I've been better. Okay, Ne, super drugač. Jaz sem lepo, Jure. Super. Ok, Luka, _ Cesnik, Rital si se, David. Demo, hitro, to je brzina, to je segment brzina. Dej. Si se. Ok, ti? Presenečen sem. Ti imajo tudi sise, moram je dobro Drugač sise. moj, ki zelo trenira, good point. jaki sorry. sise. Rit. Ok, sise. Ja, brat. Pač, leko to poči. Ok. Teodora Saj ne rabiš. Teodora Teja, _ Teodora Teja. Kaj bi spremenil, če bi šel par let nazaj v preteklost? Amaro? Fuck. Svoj nos. Jure? Kako bi spremenil? Ok, Jure? Kaj bi spremenil? Prej bi začel trenirati. Prej bi delal na temu, da spoznam Jureta. A ja vidim, da se šlo tako deep, jaz sem hotel biti smešen. A ja, pa kaj pa, če ste oddajo, nisi hotel? Ne, nič ne bi spremenil. Ne, bi kako stvar, no. Dejansko stvari, ki bi jih spremenil, niso, da bi jih govoril na glas na javnosti. No. Okay. Ej, hvala za to. Ja, pač Ker nisi mogel pač odgovoriti nosi, da je preveč to. so osebne. Ne, zdaj se bogače vleč ven Ja. več. Preveč so osebne. Ok, mi smo tle si vzeli dih momenti, Ja. pač smešen. Ok, pač Ja. hodi. Zabavaj se na naš račun. Andreja Panger, dream job in dream auto. Jaz Dream job in dream auto. Dream job in dream auto. ga že imam. To je pevec. Dream auto, Range Rover. Kjeri? Ne, Land Rover, ni to isto. Ja. Drugače Okej. ne, en Mercedes crni, full dober, mat neki. Ma A nima veze, G-Class? samo hočem hud avto. G-Class? G-Wagon? Ne vem, hočem hud avto. Unik je tak kvadraten. Ja, Ok, G-Wagon. Porsche 911, sanjska služba. Da sem plačan zato, ker rad delam. Tako. Evo. Spet od Andreja, nekaj, kar si dosegel in si zato zelo ponosen na se. na to. Zakaj moram jaz biti prvi, ki odgovori? Pa če lahko Okej, lahko Jure se. začne, jaz sem pa pod Dobro, pritiskom. okej. Kaj? Nekaj, kar si dosegel in si zato ponosen na se. Kaj sem dosegel, da sem ponosen na se, je to, da ponosen sem na se vsak dan zjutraj, ko se zbudim in naredim in se zbudim in ne, In se ponosen zbudim. sem, da se Ponosen sem, zbudim, da se zbudim. ne, da se Tako. zbudim in da Začneš na polno dan. ne, ja, da se zbudim, tako bom rekel, Oh da se my God. zbudim, On se rad zbudi. ne, On je da zelo se ponosen, da se zbudim, zbudi. da se zbudim in da Številko jutri mu zjutraj piše, ponosen sem na ti, ker si se zbudil. da se zbudim in živim dan. Evo, Lepo. Wow. ne, tako. Ti? Ne, tle valič. Da se mora vi. Pač, legit,
je zelo zanimivo tako se pogledati v reviji. Kaj si rečeš, kje si bil 1 leto nazaj, pa kje si zdaj, ne? Ne, ker pomislim še več let nazaj. Pomislim, ko sem se jaz komaj dal na to mojo filmsko pot, nisem poznal nobenega, nič nisem bil, nič nisem vedel in zdaj tako, si prišel do revije. To je hudo. Bravo, jaz nisem odgovoril drugače. Vi, zato ker ponavadi imajo gosti vedno prvi, se pravi čujem. Se kaj je že bilo? Na kaj si ponosen, nekaj, kar si naredil? Najbolj sem ponosen, to sem zdaj moral razmišljati, na to, da sem na koncu dneva vedno izberem srečo. Lepa. In to je res, kljub vsem izzivom, ki ga ta posel prinaša, se odločim za to. No, super. Spet Andreja, danes je rekla, bom vprašala, najlepši spomeni iz otroštva? Verjetno vožnje v Bosno, ko smo se v avtu, mami počista nama naredila zadnji z bratom, kot podrla sta sedeže, pa naredila kapojstlo, ker si se vozil po stari cesti tukaj do Bosne in to dlje trajal. In sva spala, ker takrat ni bilo panike iti tako čez mejo. Tako da to so najlepši. Lepo. Ti si na vrsti. Kaj gremo tako? Ok. Gdje odgovori ti? To je ful dobro, da sem jaz moderator, ker jaz ful ne vem. Moram čakati. Ja, vidim. Spomin iz otroštva. Ok, najljubši spomin iz otroštva. Zdaj moram ful recallat nazaj iz otroštva. Najljubši spomin iz otroštva. Odgovori pizda. Veš kaj je in the closet je, ne? Ko sem šel na slalec z mojim nonotom. Se vem, da nisi. Ko veš? Vedno, ko me je peljal moj nono na sladoled. Ok. To so bili najlepši spomini. Kako lepo. Ok, zdaj bom rekel, ko moj stari je ful delal in je bil ful, ko bi rekel, ful krtle dol na bloku je imel na špedicijo in ga ni bil ful doma in mi je prinesel tube od Mentos bombonov. Hudo. In to mi je prinesel tako ful krat in to je bilo meni ful dobro. Spet Andreja, top 5 stvari, ki jih hočete doseči v življenju. 5? To je preveč. Eno, dej, top 2. Top 2. Top G. Želim si, 2, 3. Želim si izdati album, želim si... Si ga že, kaj ga nisi? Ja, danes gromka je. Kdaj lahko pričakujemo? Ne, nisem tam. Lahko, jaz sem mislil, da že kaj delaš. Ja, mislim, delam komadem, pa lahko bi se stvar že malo bolj razčlenila, pa se še ni. Želim si svoje ekipe, govorim glasbene ekipe, redne glasbene ekipe, management, glasbenike, vse okrog sebe, ker sem prvo vrsti glasbenik in se mi zdi, da moj potencial še ni dokončno doživeti trenutno. Dobri ljudje okrog tega, te lahko toliko dvignejo. Tako, to si želim. Želim si svoje ekipe. Da lahko pol eksplodiraš. Tako, ker sam ne moreš vsega narediti. Pač, kolikor se jaz trudim, pa lahko vse naredim, sam ne morem vsega. Pa želim se enkrat lepo živeti, srečno poročiti in imeti lepo življenje. Kakšne otroke? Bi imel... Če bi imela otroke, so se že pogovarjala, ne vem, sva tako, en teden tako. Imaš že psa? Ne, bova pa verjetno začela s psom. No, veš, pes, ja. Ampak ne vem še kdaj, jaz obožujem pse, tako da ne vem. Ma ja, veš kaj, psi so... Kaj si v stanovanju, neverjetno, nisi v hiši. Ja, pač pes... Ampak da se pa obrnem nazaj tudi za otroka, je pa tudi fora, da pa prav razmišljam, jaz sem romantik oziroma rad sem tradicionalen, kar je kao Sloveniji malo drugo, ker nisem kao tradicionalen, ampak sem rad tradicionalen, imam lepo zgodbo rad in meni pol malo tako razmišljamo o otroku, razmišljava o otroku in sem pol tako malo dolga pot, da mi dva mala otroka in sem tako... Če smem vprašati, bi ga posvojili ali bi eden od vas naredil in bi pač... Ne vem, ne vem. Pol je to mi je pol tako kot projekt, veš, otrok je projekt. Čeprav to je nefair do tistih, za katere je dejansko projekt, ker so ženske, ki so neplodne in tako naprej. Sej verjetno imajo one mogoče isto zgodbo. Tako da morava se midva z mojim Aljaškom še malo pogovoriti glede tega. Vse ob svojem času. Vse so šele nekaj časa skupaj, se nisva še toliko. Ima vremena. Ti, Jurček. Top 2 stvari, ki hočem doseči, kaj je vprašanje? Kar hočeš doseči. Enih par stvari, ki hočeš. Jaz hočem doseči ultimativno svobodo in to je, da lahko živim na inkomu, ki ga zaslužim s svojimi projekti. To je meni cilj. Bravo. In da bi živel še bolj svobodno, da bi šel recimo živeti lahko v tujino za kakšno leto, 2 še in tako. Kam? Ne vem, lani sem bil na Baliju 2 meseca. In bi mogoče šel spet kam v Azijo, ampak za več časa. Model, this is what I was talking about. Kaj pa člani podcast? Ja, bi šel? Pa on bi šel lahko, vse bi komot nadaljevali snemanje. Kaj šel bi na Bali, ti tudi? Bolj ne, ampak on si je že splaniral, da jaz grem z njim. Ne, si bi lahko snemali ti nadaljavo, kaj?
Ja, to pa ne bi worked out. Ne, veš kaj, lani, ko je šel na Bali, smo jih posneli enih 15 vnaprej. Kva? Mi nismo enega tedna zamudili, Ker smo začeli snemati. ja, karkoli je bilo, vedno Ja. smo snemali. Kar malo se mi je zaletel, ne morem reči čisto za quickie, bravo. Bravo. Ja, viš, ampak to sta ekipa, ne? Ja. Se ne, da smo mi na anteni nismo bili. To sta, kad tam so si jebemo v glavo. Ampak je pa res, da za quickie je samo Ja. glavna stvar sem jaz, ne? A ja, Ti to pa je- verjetno njega si brca teorit, pa ste tako, ajde, da gremo. Ja, pa dobro, tebe sigurno da brcne vri tudi. Veš kaj, smo se full... Ali ne? Ok, to res ni bilo gay zdaj, stari. No one said it was gay, it was just inappropriate. Zakaj neki dodati, vas pogledam vas 20, kaj ste kdo je gej. Ne, ampak ni, Desetič. ne, ampak ono, če te nekdo, Ja. jaz sem rekel, da te nekdo brcne vri, pač ono, da si tebe nekdo spodbuja. Jure, it's okay, because we are We are everyone. everyone. Niti everywhere, ni zdaj se everyone. Ja, zate pa, Jaz Ole, sem ko ima hude rogovice. zate pa, Baš baš sekreten. Hude. Ki je dobro. Da ti jih je naredil sam? ne, Nika Krbec mi jih je 2 leti nazaj naredila za Božička, ker ta pesem Hude je so. čakala 2 leti na izid. Hude so. To sem Misliš, jaz. da je serčič na hitro. A res, ja veš, kaj kopiram. A veš zakaj? Ker sem jaz to jakno imel v svojem videospotu krenula priča in pol je Serčič imel isto jakno. Ja. Ti si pa res fan od Serčiča. Je imel pa isto jakno v tem zadnjo noč. Ja. Mi je bil znan ta fantina. Ampak, Žanko, moj dragi, jaz sem bil prvi s tom jaknom. Čistok. Andreja. Še? Čakaj, to 5 stvari, to smo. Živa Pahor. Ti si povedal? Ti pa. Jaz imam napisano prav na ozadju, malo tako širše, ampak hočem v življenju dosežti družino med, ki jo imam ful rad, ljubezen, zdravje, denarja, da lahko delam karkoli hočem in pustiti nekaj za sabo, ki je ful vrednega. Da lahko nekomu inspiriral, spremenil malo, dal nekaj boljše temu svetu. Živa Pahor, Koša člani, obožujem vaš podcast, Koša živa, mi obožujemo vas. Obožujemo tebe. Mislim, tebe še nasploh, no? Ampak obožujemo vse vas, ki nas gledate. No? To je to? To je to za ta denar. Hey, pač, this was really good, guys. Ful hvala, ki si prišel. Urca pa Boste pol je mogli mimo. odrezati, to je bilo ful dolgo. To pustimo, no. A se je bilo vse dobro. Kaj, tako dolgi bomo? Uro in pol smo, David. A to je normalno. Ne, malo več, ja. Veš kaj, ponavadi tako 1 uro držimo. Ampak, Če teče se pogovor Ja, zanimiv. zakaj bi ustavili? Kaj, ja. fuck, smo sploh zanimivi. Večkrat sem se to zdel. Lej, Mislim, za nas lej, samo, no. pustimo publiki, da presodi. Lej, bomo napisali, ali je malo zanimivo. Ne, se hecam, upam, da so res začutili, da smo se, da it flew. Meni je ful lepo, što dodam, zdaj, ki hodimo na te evente, malo spoznavamo vaš ta folk, kao to estrado. slovensko. Mi je ful lepo, ki ti si meni povabil na Quickia, da prej sem pridejo pač naši gosti, smo mi že ono, čau, kaj ti? Ja, se to Se to ful lepo prevede. Res je, to je ful pomembno. Če ne pa znamo mi to narediti. Pa jaz sem ful ustrajal, da te imamo Quickie. Čistok, ker je vedno Hvala. tako, da moje načelo je vedno, da si želimo osebe, ki so nekaj dosegle. Tu in tam. Želim si osebe, ki so tudi tako nasplošno pozitivne. Da ni nobene drame take za nekaj tako, pa da mi bo delal škandale tam. Ja, ti. Pa sem bil pa tako, pa dober stari, pa on je pač dobil nagrado v Kanu, ne, mislim, what the fuck, valjda bo prišel, mislim, halo, ne. In, a veš, medijsko kao niso vedeli to, kdo si, pa sem bil tako, ne, come on, tako da, No, lepo, hvala. sem se boril za te, Lepo, hvala. pa hotel sem biti, da me povabiš. Čakaj, v temu Quickiu sem tudi omenil Jureta Šavrona, sem rekel, da imam člani podcast z Juretom Šavronom. Hvala. Cel revij me je omenil. To nismo rekli! Ja. Stop! To nam A je res čitel ste? te revije, zato sem rekel, da jo vzamem s sabo. Stop, da preberem. Stop. Pardon, ne šeit, evo. Med drugimi ste tudi ustvarjalec podcasta Člani, ki ga vodite skupaj s prijateljem Juretom Šavronom. V njej se vam pogosto Bratsko. pridružijo znani gosti, s čemer zagotavljate avtentičnost in vedno poskrbite za sproščeno dinamiko. Teme, ki jih obravnavate, so pogosto absurdne, a vedno življenjske. Kaj je vaša receptura za uspeh? Več preberite v storiju. Evo. Ampak da tudi slike ni noter tvoje. Dobro, zdaj še kaj. Pa zakaj se Že niste to je dosti. skupaj slikala? Ne, ampak ko me intervjuvala, sem rekel članka, da mi napišeš Jure Šavron. Ne, s kolegi ima podcast, Ampak člani ni lepo, Jure da se tudi Šavron. bori za te. Ja, je ful lepo. Slike ni Veš, ko sem dal, bil ampak se pa bori za Veš, ko sem bil vesel, da je prišel na event z mano včeraj. te. Hvala. Glavnem, hvala še enkrat tebi, da si prišel. Čakaj, Fanta, zdaj gre, boys. ja. Ja, ne, samo pač hvala Davidu. No. Povej. Hvala vama.
Jaz smo začetek, on ima zaključek, tako da. Tako da je, no. A ja, to je tako. Ja, Kdaj jaz pol utihnem? zdaj. Nič, hvala vsem, ki ste nas gledali, ki ste nas poslušali. Zdaj je bil z nami David Tamaro. Dajte vsi en like, dajte vsi en subscribe, dajte še klikniti na uni zvonček, tako da vas obvesti YouTube, ko bo prišli novi posnetki. Dajte še kakšen komentar, recite mami, teti, sestri, stricu, mami, očetu, bratu, vsem, ki česte, prijateljem. Nič, se vidimo v naslednjem tednu. Gremo na sestanek z našo dizajnerko za mrč prihaja. Čau. Čau.